zgodbo in seveda zdaj še toliko bolj verjamete, ste zelo blizu. V bistvu ste veliko že dosegli, lahko pa dosežete še tisto piko na i. Kako gledate na to? Pa moram reči, da smo, tako kot pravite, v izjemno dobrem izhodiščnem položaju pred ciljnim finišem. Moram reči, da je seveda potrebno narediti še ta zadnji korak. Imamo te dve tekmi, fantje so željni, da se dokažejo. Gre za eno generacijo, ki je, moram reči, zelo kvalitetna in z zelo visoko željo, da doseže ta rezultat in upam, da nam bo to tudi uspelo in da se bomo veselili, če ne v petek, kar se nadejam, pa vsaj pol v ponedeljek, na drugi zaključni žogici. Petkovo slavje je vaš sanjski scenarij. To bi bilo nekaj najlepšega, kar bi bilo možno. Ker ljudem tudi ne bi nekaj veliko vzeli, sej bi razprodan stadion, pa vse slavje, to bi še vedno bilo, vsi, ki so kupili karto, bi prišli na svoj račun. Sej, če bi se to zgodilo v petek, bi vsi drugi bili razbremenjeni in bi z velikim veseljem gledali eno lepo tekmo tudi v ponedeljek, pa vendar, dajmo reči, to je prva zaključna žogica in mislim, da bodo fantje na čelu s selektorjem poskusili narediti vse, da to naredijo že v petek, če to ne bo šlo, ne, pa imamo tudi popravni izpit, ampak jaz se nadejam, da v vsakem primeru bomo to ciljno črto, ker se jo toliko želimo, prečkali in se veselili vrsti. Že oktobra ste bili zelo čustveni ob uspehih reprezentance, to vam ogromno pomeni, ti vaši prizori bi verjetno lahko postali ikonični, če bi se zadeva zaključila. Pa včasih enostavno človek ne more nadzorovati nekih emocij. Ta tekma je bila res izjemno pomembna, tudi tista pred njo in vsaka naslednja na koncu koncev, ker če hočeš priti na neko veliko tekmovanje, je treba zmagovati v nizu, ampak ta tekma je bila prelomna in fantje so je skupaj s strokovnim vodstvom oddelali za 10.